Dragi prijatelji, poslušalci, gledalci televizije Exodus, spet smo skupaj. Četrto premišljevanje v zvezi z serijo Nebesih sem doma. Živimo za nebesa. Nismo še tam, potujemo tja. Prejšnjikrat smo govorili, kaj svetopismo govori o življenju po smrti. Stara in nova zaveza. Stara pripravlja, nova pa dopoveduje in dopolnjuje. Danes gremo pa naprej. Četrto premišljevanje o tem je, kako nas misel na večno življenje vzgaja. Kaj pomeni vzgaja? Uči prav živeti. Tako živeti, da bomo vredni doseči večno življenje. Ali, kot pravimo, nebesa. Kako bomo mogli dospeti, tam je naš pravi dom, v nebesih. Nismo še tam, potujemo. Da pa bomo srečno potovali, je dobro, da se pustimo vzgajati. Vzgojitelj tistemu, kogar vzgaja, pomaga, da se življenjske sile, ki so v njem, prav prebudijo in razvijajo. Vzgojitelj ne daje samega sebe. On ima svoj način življenja, ta ima pa svojega. Ampak prebuja, opozarja, to je v tebi, to je v tebi, to je v tebi, razvijaj to, da bo raslo in rodilo. Torej pomaga doseči smoter življenja, ki je večno življenje. Poglejmo, kako nas misel na smrt in večno življenje vodi k notranji rasti, oblikovanju lastne osebnosti. Misel na večno življenje nas trga naše navezanosti. To je prvo, ker potem bojo še prišle druge. Vzgaja nas za skupnost, vzgaja nas za druge, vzgaja nas za misel na Boga, vzgaja nas na srečanje z Bogom. Vzgaja nas. Torej najprej trga nas naše navezanosti na stvari tega sveta. Smrt bo raztrgala vse vezi, ki nas priklepajo na osebe in stvari tega sveta. Konec bo užitkov, ki so nam jih posredovala čutila. Gledali smo lepe reči, poslušali smo lepo glasbo, privoščili smo si obilen obed, šli na slavnostno gostijo, vse to se bo končalo. Ne bo več planinarjenja, ne bo več plavanja, ne bo več smučanja, ne bo več pohodništva. Danes pravijo, torej, da so pohodniki tisti, ki radi potujejo po deželi. Ne bo več poležavanja, ne bo sedenja pred zanimivo knjigo ali pred televizorjem. Sploh nič več ne bo, kakor je bilo. Slovo bomo vzeli od ljudi. Mož bo vzel slovo od žene, žena od moža, od otrok, od staršev, sosedov, prijateljev, sodelavcev. Slovo tudi od stvari, ki smo jih imeli radi. Slovo od omar polnih oblek. Slovo od orodja, polna delavnica na vseh koncih, orodje, slovo. Slovo od stanovanja, slovo od vrta, na katerem smo obdelovali rože in jih občudovali, in še drugi so jih občudovali, slovo. Slovo od psička in mucike, od avta, od kmetije, od vinograda. Tako mi je rekel enkrat en mož, najtežje mi bo posloviti se od vinograda. Slovo od žoge, od smuči,
slovo od neštetih drugih reči. Smrt bo vzela metlo in pometla. Brez vsega bomo. Ampak ne samo to. Smrt bo tudi konec vseh naših telesnih in dušnih tegob, ki so nas doletele na tem svetu. Ali pa smo se bali, da nas bodo doletele bolezni, nesreč, starosti, smrti. Dokler doktor Zemljič in doktor Jamnik bosta ozdravila vse bolezni in nas rešila vseh stisk. Tone Pavček, ki je letos umrl, je napisal takole: nikogar, le cesta in jaz. Vsi so končali nekje na tej sledi. Mati in ljuba in sestra in brat, sosedi, očetje in dedi. Nikogar, le cesta in jaz, ki bom za njimi pred koncem omagal. Samo sneg bo neutrudno na nas svoje ledene rože polagal. Pravi vzgojitelj ne straši. Tudi misel na smrt nima namena, da bi nas strašila. Ampak pove nam pa resnico, ki nas je sposobna osvoboditi. Osvoboditi prepričanja, brez tega, kar je tu, ne moramo biti srečni. In da razen tega, kar je tu, ničesar ni, kar bi nas moglo osrečiti. To ni res. Resnica o smrti nam govori, da nam je Bog sposoben dati mnogo več, kot to, kar nam je s smrtjo vzel. Dalje. Misel na smrt nas vzgaja za skupnost. Obstajata dve vrste veselja. Ene veselje je zavest, da sem jaz nekaj več kot drugi. Takšno veselje doživljajo recimo športni zmagovalci, vrhunski umetniki, olimpijci, ki dobijo kolajne, državni in verski poglavarji, posamezniki, ki zavzemajo v družbi visoke položaje. V urah znesenosti se je morda porodi sladka misel: hvala Bogu, da nisem, kakor so drugi ljudje. Drugi vir veselja pa je lahko zavest, da ne izstopamo iz vrste in da se od drugih ne razlikujemo. Osrečuje na vest, da sodimo v skupno človeške družine, v kateri smo vsi enakovredni bratje in sestre. Imamo različne službe in darove in talente, celoti vzeto so pa vsi enaki. V srcu se nam porodi misel: hvala Bogu, da sem kakor vsi drugi. Takšna misel je pred leti verjetno obšla Slovence, ko smo se osamosvajali. Vsi smo bili kakor eden. Gorenjci, Dolenjci, Notranjci, Štajerci, Primorci, Prekmurci, Belokranjci, mladi in stari, učeni, preprosti, verni in neverni. Povezovala nas je ista misel in isti ponos. Smo Slovenci in imamo svojo državo. Podobno nas more povezovati zavest, da pripadamo družini ljudi, ki nam je vsem določeno enkrat umreti. Ne želimo stopati iz vrste in biti izjema. Želimo biti kakor vsi drugi. Ta misel sicer sama po sebi ne usrečuje. Izvor veselja pa lahko postane, ko se zavemo, da nas je ustvaril Bog, ki je ljubezen, kot je ustvaril vodo, da teče navzdol, ogenj, da gori navzgor. Tako je ustvaril vse nas, da umremo in se po odločitvi iz tega sveta v večnosti z njim srečamo. Ko se sprijaznimo z dejstvom, da smo po umrljivosti enaki vsem ljudem, postanemo podobni Jezusu. Zaradi nas je postal človek.
nam enak. V vsem, tudi v smrti. Neka bolnica je romala v Lourdes z željo, da bi tam ozdravela. Kdo pa ne bi imel te želje, če si bolan? Ni bila uslišana, prejela pa je posebno milost in je sama povedala: začutila sem zadovoljstvo, je pripovedovala, da sem podobna tolikim in tolikim bolnikom po vsem svetu, ki trpijo podobno, kot trpim jaz. Ta misel mi vliva notranji mir in me osrečuje. Molim le, da mi Bog da moči. Torej, ne zdravja, ampak moči, živeti s tem, kar sem, ker nas je toliko in toliko, ki smo si podobni. Naslednja misel je: misel na smrt in na vstajenje nas vzgaja, naj živimo za druge. Podobno kot pravkar omenjena žena, je priznal invalid. Prišel sem do spoznanja, da je moj poklic bolezen, da gre moja pot v nebesa. Kako? Na invalidskem vozičku se pelje v nebesa. Svojo invalidnost darujem Bogu, da bi tudi drugi spoznali, kako lahko osreči tudi trpljenje, če ga sprejmem iz Božje roke in ga darujem za vse ljudi. To spoznanje more biti samo Božji dar. Vemo za fanta, ki se je rodil v Avstraliji brez rok in nog. Tudi v Mariboru je že bil dvakrat. Enkrat pred 2 letoma, če se ne motim, in letos spet. V Luknji je nastopil v Mariboru. Imenuje se Nik Vujčič. Brez rok, brez nog. Sam je pripovedoval. Bil sem obupan in razmišljal, kaj vse drugi lahko naredijo, jaz pa ne morem. Zakaj je meni to doletelo? Ampak ta misel me ni odreševala. Bil sem obupan. Pa sem pa rekel, zakaj bi bil obupan? Nekaj pa ne morem. Kaj? Poskusil bom to, poskusil bom to, poskusil bom to. In je videl, nekaj pa ne more. In to, kar morem, bom. In je postal dobre volje, sprejel je nazaj vero, ki je skoraj izgubil, in je rekel, oznanjeval bom Božjo modrost. In hodi po svetu, torej ne hodi, ker nima nog, tako se reče, potuje po svetu in priča za Boga. To je moje poslanstvo. Priča za Boga, tega, ki je svet tako ustvaril, in tudi tistemu, ki je dal malo, pomaga, da s tem malo lahko doseže veliko, če hoče. Nik Vujčič, sin staršev, ki so šli iz Beograda v Avstralijo. Bog je svet tako uredil, da umiranje enega prinaša življenje drugemu. To je povedal Jezus v priliki o pšeničnem zrnu. Pravi, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo. Če pa umrje, obrodi obilo sadu. Ne samo, da prinese obilo sadu. Zrno se s tem, ko umira, tudi samo uresniči. Jezus je prinesel najobilnejši sad, ko je živel za druge in umrl za druge. Njegov sad še vedno bogati ljudi in nas bo bogatil vso večnost. Torej, zrno, ki je padlo v zemljo, glejte, kakšne vse sadove ima. Jezus ne rešuje trpljenja in smrti, rešuje pa strahu pred življenjem, pred trpljenjem in smrtjo.
Po njegovem zgledu so padali v zemljo in umirali za druge toliki neznani možje in žene. Prinašali so obilne sadove, obenem pa sami sebe obilno bogatili. V prejšnjem stoletju sta bila takšna škof Slomšek in Baraga, še prejšnjem. V tem stoletju, torej, ki je minilo, je bil to papež Janez 23., papež Janez Pavel II., mati Terezija. Vsakdo od nas bi mogel navesti osebe, ki so v njegovem okolju živele, delale, razdajale svoje moči, trpele in umrle, da smo mogli mi drugi živeti. Vse to nas utrjuje v spoznanju, da darovanje sebe za druge ni le umiranje, ampak vodi k polnosti lastnega življenja. Vzemimo Jezusovo zgodbo o zrnu, ki pade v zemljo in umrje, da rodi. Vzemimo kmeta, ki pride v kaščo, dvigne pokrov skrinje, v kateri je pšenica, pa pravi: draga pšenica, včeraj smo zorali veliko njivo, danes se bomo pa posejali. In začne grabiti to pšenico v posodo in pravi: drago zrnje, v zemljo vas bom vrgel, umrlo boš, ampak prišla bo pomlad in vzklilo boš in začelo rast na soncu in vetru in obrodilo sadove. 30 zrn boš dalo ti eno zrno. Veseli se tega in pšenica se veseli, da bo rodila. Čez nekaj časa pride ponovno: draga pšenica, napolnil bom vrečo in te peljal v mlin. Tam boš umrla, ker te bojo zmleli, ampak živela boš naprej. Kako? Žena bo spekla kruh, jedel bom jaz, jedla bo ona, jedli bodo otroci, jedli bodo delavci, tudi za reveža, ki bo prišel prositi kruha, bo kos. Živela boš v nas naprej. Živela boš, ne boš umrla, oziroma tvoja smrt bo življenje. Nekaj zrn pa se je skrilo v špranjo. So modrovala, mi se pa ne damo. Ne dam se vreči v zemljo, ne dam se zmlet, tu bom užival. In uživa, ampak uživa dolg čas, ker ne ve, zakaj sploh je tam. Pa ne samo to. Od nekod neslišno prileze črv in se zarije v to zrno in se ne more zrno pomagati. Črv se debeli, zrno pa zmeraj manj ga je, zmeraj bolj je prazno. Spet zaškripajo vrata, pride gospodar, pa ne z vrečo, ampak z metlo in smetišnico. Odpre pokrov skrinje in ometa, zrno pade v smetišnico in gospodar odnese vse skupaj ven in vrze na gnojišče. Aha, kdaj bo zdaj pameten? Tak je živel za druge in živi v njih naprej, ali tak je konča na gnojišču. Torej, ko živiš za druge. Veseli se, da lahko živiš za druge, ker boš v drugih naprej živel. Ti boš umrl, padel v zemljo, a živel boš naprej. Šel boš v mlin, živel boš naprej v tistih,
ki jim boš dal življenjsko moč. Dalje. Misel na smrt nas vzgaja, da živimo za Boga. Človek je odvisno bitje. Kot otrok popolnoma, pozneje pa manj in manj. Popolnoma neodvisen pa ne more nikoli postati. Na poseben način smo odvisni, če zbolimo ali doživimo nesrečo. Kdo je kdaj ležal na operacijski mizi? Jaz sem že, na primer. In čakal, da ga bodo vsak čas uspavali in potem vzeli nože in tako naprej. Ta ve, kaj pomeni biti v tujih rokah in od njih popolnoma odvisen. Popolnoma. Neprimerno bolj pa smo odvisni od Boga. V njem živimo, se gibljamo in smo, pravi apostol Pavel. Pesnik Stare zaveze pa si je dal duška o tem v psalmu 139. Ni tukaj cel, nekaj vrstic iz tega psalma. Gospod, preskusil si me in me poznaš. Oddaleč razumeš vse moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje. Z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Besede še ni bilo na mojem jeziku, a ti, Gospod, si jo že poznal v celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš. Name polagaš svojo roko. Kam naj grem pred tvojim duhom? Kam naj zbežim pred tvojim obličjem? Nikamor. Nimaš kam? Pred Bogom se ne moreš skriti. Ko sem bil, lahko govorim o sebi, star 20 let, sem mislil, še 60 jih bo, kje je še to? Ko sem imel 40, sem rekel, še 40, več ali manj. Ko sem imel 60 ali 80, kaj naj še doda? Koliko? Ne vem. To računanje se mi lahko opre in sem slabe volje. Zmeraj več let je za mano, zmeraj manj pred mano, nazadnje jih bo zmanjkalo. Slabe volje. Lahko me pa osrečuje v zavesti, v Božjih rokah sem. V rokah nekoga, ki me ima rad. Bog nas ima namreč rad. In name misli, in me vodi, varuje in spremlja. In kakor pravi Janez apostol, da je Jezus rekel, nihče vas ne more iztrgati iz mojih rok. Nihče. In apostol Pavel pravi podobno. Prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost. Nobena stvar na svetu nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu našem Gospodu. Torej smo njegovi. Ne moreš nikamer. Ampak tudi nočem nikamer. Jaz želim biti v njegovi roki. Čutiti se kot otrok v Božjem naročju ne pomeni biti otročji. Nasprotno, ta zavest nas naredi zrele, močne, delavne, pogumne in podjetne in sproščene. Niste prejeli duha suženjstva, da bi živeli v strahu, ampak duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Ko je mala Terezija že vedela, da je neozdravljivo bolna, je zapisala: Bogu je všeč, da ljubim svojo majhnost in svoje oboštvo in svoje slepo zaupanje v njegovo milosrčnost. To je moj edini zaklad. Vrhovni predstojnik naše družbe Jezusove, pater Arupe, živel je v prejšnjem stoletju, umrl 1991,
je bil zadet od kapi. Koma je kaj mogel napisati, govoril je tako, da ga niso razumeli. Je pa napisal: vedno sem se čutil, da sem v Božjih rokah. A zdaj je vse še bolj v Božjih rokah. Tega se zavedam in to mi je resnično globoko duhovno izkustvo. Ves sem v Božjih rokah. Nadalje, misel na smrt nas vzgaja za srečanje z Bogom. V nebesih bom doma. Upokojeni, ostari duhovnik je pripovedoval takole. Imel je že preko 80 let. Bliža se mi ura odhoda. Časa imam dovolj in o tem odhodu razmišljam. Vem, da mi bo treba stopiti pred Gospoda, ki je tudi sodnik, in dajati odgovor. Nekoliko se bojim njegove sodbe, a ne preveč. Vse življenje sem se trudil misliti, govoriti in delati skladno s svojim poklicem. Kar sem pa zagrešil in pogrešil, zaupam v neskončno Božje usmiljenje. Lepo je povedal. Mnogo bolj od strahu pa me prevzema neka sveta radovednost. Glavni oltar župnijske cerkve, ker sem mnogo let deloval in tudi sedaj živim, je ta oltar posvečen Sveti Trojici. Bog Oče drži v rokah zemeljsko kroglo kot stvarnik. Bog Sin drži v rokah križ, ker je z njim nas odrešil. Nad njima pa v obliki goloba lebdi Sveti Duh. To je Sveta Trojica. Lahko omenim, ta duhovnik je živel, deloval in umrl pri veliki nedelji pri Ormožu. Tam je cerkev Svete Trojice. Torej, vem, kdo je bil ta duhovnik. Sem ga dobro poznal. Koliko bolj se mi nabirajo leta, toliko bolj se veselim, da bom mogel videti vse tri Božje osebe, takšne, kot so v resnici. Bog drži zemeljsko oblo, to je Oče, pa brado ima, pa plešast je. Ja. Bog Oče je drugačen. Takšnega bom videl, kot je. Sin ima res križ, ampak ne samo to. Sveti Duh pa ni noben golob. Mi ga pa si predstavljamo, veliki golob, ampak videl bom Očeta in Sina in Svetega Duha. Ne v podobi, kot je naredil ki je naredil oltar. Ampak iz oči v oči. To bo nekaj enkratnega. Očeta bom v oči pogledal, Sina bom v oči pogledal, Duha bom v oči pogledal. Pa ne samo to pogledal. Vso večnost bo trajal ta pogled. To bo nekaj lepega. V nebesih bom doma. Nadaljuje ta duhovnik takole. Koliko Marijinih podob sem videl v življenju. Vsaka je bila drugačna, vsaka po svoje lepa, ali naslikana, ali v kipu. Nobena pa ni bila prava Marija. Samo še nekaj let ali mesecev, kdo ve koliko. Sedaj je sveda že tam, vse to že doživlja, ampak to je povedal, ko je bil še tu. Prišel bo čas, ko bo videl pravo Marijo, tisto resnično, ki je živela v Nazaretu, ki je Jezusa rodila, z njim živela, ga pestovala, stala pod njegovim križem, z apostoli molila in pričakovala Svetega Duha, ki je bila v nebesa vzeta. Tisto ta pravo Marijo bom videl, torej ne pogledal v oči in ona bo mene v oči pogledala, ki sem tolikrat pel njene pesmi, pridigal o njej in podobno.
To bo nekaj čudovitega, je rekel ta duhovnik. In naprej. Srečal se bom s svojimi starši, z bratom, ki je padal v prvi vojni. Nihče ne ve, kje je umrl, kje je njegov grob. Preprosto ga je zmanjkalo. Srečal se bom z njim. Srečal se bom z sestrami, ki so že pomrle, nekatere. Ena je še živela in mu je gospodinila nekaj časa. Srečal se bom z mojimi farani, koliko sem jih krstil, koliko poročil, koliko pokopal, za njih molil. Z vsemi se bom srečal in se bomo pogovarjali. Srečal se bom z angeli in svetniki, ki obdajajo nebeški prestol. O njih sem pridigal, skrbel za njihove oltarje. V stiski sem se k njim zatekal. Ko pridem tja, si bomo stisnili roke, seveda na poveličen način, in se veselo pozdravili. O, to ste pa vi, o, to si pa ti, gospa, to si pa ti, o, kako lepo smo se včasih imeli tam spodaj pri veliki nedelji, jaz sem pa tukaj, res velike nedelji, nebeški velike nedelji. Ali, kot reče psalm, to bo zares dan, ki ga bo naredil Gospod. Tako je ta duhovnik se pripravljal na smrt. Misel na smrt, na večnost, ga je pripravljala na srečanje z Bogom. Marsikdo se lahko na ta način tudi veseli, ko pričakuje večno, torej smrt in večno življenje. In končajmo spet s pesnikom Pavčekom, kot sem ga že prej citiral, kako on o tem razmišlja. Pravi takole. Potem, ko se človek sam v sebi sooči s smrtjo, soočiš se, hočeš, nočeš. Tisti dan, ko si bil rojen, si bil obsojen na smrt. Ampak na to ne misliš. Pozneje pa vedno bolj misliš. Potem, ko se človek sam v sebi sooči s smrtjo, potem, ko je v njem zbranih vedno več smrti, sorodnikov, prijateljev, znancev, ko se tišina smrti začne razblinjati in spreminjati v govor z njimi, ki so odšli pred nami na ono stran, da bi bili tudi tu, v nas samih prisotni, potem veš, da je tudi v smrti življenje. To je napisal Pavček, ko je bil še živ, zdaj pa lahko rečemo, da je to doživel v večnosti. Pa ne samo on, vsi, ki so njemu podobni. Naj nam bo torej misel na smrt vzgojiteljica, ki nas pripravlja na to, kar nas čaka. Zdaj pojem v nebesih, sem doma, ampak še nisem. Potujem tja. Enkrat bomo pa tudi mi zapeli v nebesih, sem resnično Boga. Pri Bogu, Mariji, angelih in svetnikih. Upam, da se bomo videli. Hvala Jezus.